seveda na vaji ni sodelovala samo prva brigada, da je treba povedati, da vsaj tiste ključne enote, druge enote Slovenske vojske, ki so pripomogle k uspehu te vaje, so nedvomno letalski polk in pa bataljon za nadzor zračnega prostora, ki sta bila ključna dejavnika v delu vaje Adriatic Strike, da seveda je logistična brigada poskrbela za celotno logistično zagotovitev vaje, da je 72. brigada prispevala glavnino manevrskih sil z NRF, IRF četo. Treba je omeniti tudi, da so pri uspehu vaje pripomogli tudi organi za obrambo po različnih občinah v Sloveniji, ki so poskrbeli za vpoklic določenih zemljišč in ostale povezave na terenu. Potrebno je povedati, da so k uspehu vaje prispevali tudi lokalni prebivalci, ki so nas na vseh področjih Slovenije zelo odprto in prisrčno sprejeli, tako na Primorskem, Gorenjskem, Dolenjskem, tako na področju Krasa in Brkinov, kot na področju Gotenice ali pa kje drugje. In na koncu morda celo najpomembneje, da gre zahvala pa pohvala za uspeh vaje predvsem tistemu slovenskemu vojaku, ki je na vaji bil, ki je zato, da je na tej vaji bil, dobil 10 evrov na dan dodatka, da je delal 12 ur in več podnevi in ponoči v dežju in toči in karkoli smo že na tem terenu imeli. In če na eni strani ugotavljam, da je prva brigada in pa poveljstvo po moji oceni trenutno višje po strokovnosti in nivoju profesionalnosti ter motiviranosti, kot je bila, kadarkoli sem v njej delal. In če bi ocenil vojake na tej vaji, bi rekel, da so demonstrirali večji nivo motiviranosti, kot so demonstrirali na bilo kateri vaji sem do zdaj bil, a bil sem na marsikateri. In če je to tista iskrica v očeh, o kateri je včasih govoril poveljnik brigade Tunja, potem je to. Vojaki vejo, kaj je njihovo delo, vojaki so za svoje delo usposobljeni in vojaki to svoje delo tudi motivirano opravljajo. Evo, toliko z moje strani.